Nacionalni preiskovalni urad je danes znova izvajal hišne preiskave. 16 preiskav zaradi kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete so opravili na območju policijskih uprav Ljubljana, Koper in Celje. Zaradi zlorabe položaja in pranja denarja je preiskava potekala tudi pri odvetniški hiši Senica. Po pisanju časnika Finance naj bi bile preiskave povezane s posli s posestvom Bužekijan in v Vegradu. 4 ljudje so pridržani, med njimi naj bi bil tudi Miro Senica. Vlada namerava letos pri plačah v javnem sektorju prihraniti 158 milijonov evrov. Z zakonom o uravnoteženju javnih financ, ki ga je vlada Janeza Janše sprejela lani, je država že privarčevala 100 milijonov evrov, vendar to ni dovolj. O tem, kako še prihraniti, se bo s sindikati pogajal minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant, ki je javnosti predstavil izhodišča za nadaljnje ukrepe. Proizvodnja v Peku že 2 dni stoji. V enem glavnih predstavnikov domače obutvene industrije stoji montaža, saj dobavitelji zaradi neporavnanih računov niso dostavili delov za končanje čevljev. Peko je v zadnjih mesecih na robu likvidnosti. Slovenska odškodninska družba vodi postopek prodaje. Za najboljšega ponudnika za nakup Peka naj bi konec marca po neuradnem pisanju Dnevnika izbrala podjetje Osim Impex iz Osijeka. Težave družbi povzroča tudi nova kolekcija jesen-zima, ki gre v proizvodnjo aprila. Za njeno izdelavo pa potrebujejo 5 milijonov evrov. Poročali smo že o finančnih težavah podjetja Vinak. V sredo je bil razglašen stečaj v prvem od Vinagovih hčerinskih podjetjih Vinak sadjarstvo. Kot je razvidno s spletne strani Ajpesa, je bil za stečajnega upravitelja imenovan Silvo Zorec, upniki pa imajo 3 mesece časa za prijavo svojih terjatev. Nekoč pomembno mariborsko vinarsko podjetje z vinsko kletjo pod mestnim središčem ima že nekaj časa hude likvidnostne težave. V podjetju, ki ima že več kot pol leta blokirane račune, trenutno še okoli 40 zaposlenih zaman čaka na februarske plače. Kmalu bo zapadla tudi marčevska. V kratkem naj bi se obetal tudi stečaj drugega hčerinskega podjetja Vinak vinogradništvo. Mariborski vstajniki bodo 3 dni pred uradnim prevzemom županskega mesta dr. Andreja Fištravca znova opozorili na zahteve po odstopu celotnega mestnega sveta. Tako se bodo danes znova zbrali pred mariborsko občino. Geslo današnjega protesta je spomladansko čiščenje. Na protestu pričakujejo tudi novega župana Andreja Fištravca, ki so ga protestniki pred volitvami tudi podprli. Pretežno oblačno bo, ponekod bo občasno še deževalo. Temperature bodo od 5 do 10, ob morju do 14 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo podobno vreme, le ob morju bo delno jasno. V ponedeljek bo delno jasno. V Dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Novi mariborski župan opozarja na neustrezno zaposlovanje na občini, spori pa razdvajajo. Podtalnica ne upada, plazovi še vedno grozijo, zato sta se družini iz Ciglenc morali odseliti. Odbojkarski klubi, ki so že končali sezono, iščejo nove okrepitve. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.